Camry je resnično velik avtomobil. Pa ne samo zato, ker je velik v dimenzijah, velik je predvsem zato, ker je bestseller v mnogih državah in že mnogo let. Prodajajo ga v več kot 110 državah in že od začetka 80-ih let je v večini teh ves čas eden najbolje prodajanih avtomobilov, v mnogih celo številka 1, kot na primer v Združenih državah Amerike. We had a consequent 17 years #1 in the passenger cars. The Camry, this size sedan, it's like a Corolla for US customers. Starejši gledalci se boste Camryja zagotovo spomnili, tudi v Sloveniji je bil priljubljen model. Uradno se je sicer iz Slovenije poslal šele leta 2004, poslavljanje se je v resnici začelo že nekaj let prej. Toda, kaj se je v resnici dogajalo? Zakaj je Camry zapustil Slovenijo in Evropo? No, razlogov je mnogo. Glavni pa je ta, da se je Toyota tedanjim evropskim trendom bolje kot s Camryjem prilagodila z Avensisom. To pomeni, da je ta dobil na velikosti, predvsem pa je postal bolj šik in poslovno sprejemljiv. Še posebej v karavanski različici, ki so bile takrat v porastu. Toda za globalne igralce kot je Toyota so se evropske posebnosti kmalu izkazale za mnogo predrage in na koncu je bitko izgubil Avensis. Trend, it's changing quite quickly. At least every 10 years, the SUV trend, and the station wagon trend, or minivan trend. But this type of sedan, limousine, it's quite stable in the world. In za stalnice se očitno vedno najdejo kupci, tudi v Sloveniji. Camryja bo prodajali, predvsem imamo tukaj nekaj kupcev, ki so strašni entuziasti, ki čakajo ta avto že vsa ta leta. Drugi pa nek segment teh, da rečem temu, middle managementa, kjer si želijo low profile avto na nek način, ampak seveda ekološko usmerjen z hibridnim pogonom in pa nizkimi stroški vzdrževanja, ki so pomembni v nekem podjetju. Camry je z zadnjo generacijo vsekakor ohranil Toyotino odgovornost do čistega okolja. Je namreč izključno hibridni, ni pa več tako zelo neopadljiv in zadržan, skratka, ni več zadrto dolgočasen. Vožnja s Camryjem ni več zgolj delovna obveznost, lahko je celo užitek. Da je Camry tak, je zaslužena karizmatična oseba Akido Toyoda, ki je svojo prelomno navodilo nič več dolgočasnih avtomobilov izjavil prav na premieri tega Camryja. And on top of that, he stated, the car, it's sexy. Ampak če se še midva malo urinela v to Toyotino Camry zgodbo, na nek način eksperiment. Camry poznajo po celem svetu, v Evropo prihaja zdaj na novo, ampak brez velikih ambicij, vsaj tako se zdi, z 12.000 primerki. No, ampak poglejmo drugače. Toyota je največji avtomobilski globalni igralec. Camry pa je njegov model, ki očitno pri Toyoti mora biti prisoten na vseh trgih na svetu. In zato prihaja očitno v Evropo predvsem s tem namenom, da je tudi tukaj, pa če samo z 12.000 izdelki. Kar nas bolj zanima in smo tudi vprašali pa je, če ste pri Toyoti sposobni pripeljati samo 12.000 svojih avtomobilov v Evropo, zakaj potem ne bi pripeljali kakšnega od svojih enoprostorcev? Trg v Evropi in Ameriki za enoprostorci vendarle še pogleduje, v Evropi bi 12.000 Toyot enoprostorcev zagotovo hitro prodali, no, zakaj torej ne? Small C-segment minivan used to be a quite big trend. Start from Renault Scenic, you know, and many moms who has a kindergarten or elementary school and kids, so fully utilize that kind of minivans together with a child seat. 2 child seat is a typical usage. So, but today, and in Western European market, that size of minivan, it's not so trendy. We are producing typical boxy like Volkswagen Touran in Japan, quite good business for us. But to export that is a different story. Center of the market model is a quite price-driven market. C-segment model is quite tough for us without producing in Europe.